brez ustvarjanja, to lahko gospodarski minister potrdi, ni deljenja. Mi smo za, ampak ne zato, da se dela račune brez krčmarja, ker če bi gospod Logar rad proračun skrajšal za 800 milijonov evrov, kolikor bi recimo stala taka reforma, potem je treba povedati, katere storitve, ki jih zdaj plačujemo iz proračuna ali pa država, bodo postale plačljive. To pomeni, da ljudem pač dajemo v desni žep, tako da jim jemljemo iz levega. Mi nismo za tako politiko. Tako da dohodninska reforma da, tudi sam se zelo zauzemam za to, da bi bilo to eno od prvih potez vlade, naslednje vlade po volitvah, ampak je treba hkrati povedati, kje bomo izpad iz proračuna nadomestili. Jaz vidim veliko priložnosti tukaj v tem, da imamo v Ljubljani še vedno 10 tisoč praznih stanovanj, neobdavčenih, špekulativno kupljenih, doskrat, da imamo premoženjske davke med najnižjimi v Evropi, če se pogovarjamo o ljudeh, ki imajo milijon in več. Zdaj, če se vrnem nazaj na gospodarstvo, uspešno gospodarstvo ni gospodarstvo s slabimi plačami. Uspešno gospodarstvo je gospodarstvo, ki je zmožno zagotavljati dobre plače. In kar smo z minimalno plačo naredili je, da smo potegnili črto in rekli, pod 1000 evri nihče ne sme biti plačan.